Pri svojem ustvarjanju imam rad neko igrivost, zato so mi tudi v bistvu tako blizu strip, animacija pa ilustracija. Tako zdaj mogoče poleg tega bi me zanimale mogoče tudi lutke, recimo to me je vedno tako privlačilo, ampak nekako potem nisem imel teh ročnih spretnosti, da bi lahko pač se s tem dejansko ukvarjal, tako da sem ostal raje pri papirju pa svinčniku. Čisto odvisno tudi v katerem obdobju, nekako začel me najprej zanimati strip, sem bil v bistvu dosti noter v temu, potem me je začela zanimati animacija in v bistvu tam cirka nekaj 8 let nazaj, sem pa potem celo poskusil v ilustraciji, pa sem se v bistvu kar našel, zdaj v ilustriranju, me pa v bistvu tako zdaj v zadnjem času me pa spet nekako mika strip, tako da bom se najbrž lotil tudi kakšnega avtorskega, imam že ideje, ideje je vedno veliko, ampak zdaj je treba pa še realizirati to. Strip je, tako se mi zdi neka taka mešanca med zgodba, se pravi knjiga, mogoče film, animacija, vse nekako združeno v neko tako formo. Tako da, ja, to me v bistvu zanima. Je tudi nekako bolj tak dinamičen medij, se mi zdi, ker je toliko treba nekih teh slikic na strani, v bistvu imaš 4 ali pa več slik, tako da to v celi knjigi pol res nanese kar orang število in moraš nekako tudi risbo potem prilagoditi tej dinamiki, kadriranje je bolj mogoče filmsko, ne vem, ne nujno, ampak lahko je. Tako da to pač so te, se mi zdi, te stvari, ki me privlačijo pri stripu. Ilustracija pa na drugi strani je pa mogoče taka nekako počasnejša, ti se neki sliki eni sami se posvetiš, lahko, ne vem, en dan, lahko več dni, recimo, in tudi potem, ko ti bereš, recimo, slikanco, nekako gledaš te slike drugače, kakor pri stripu, ker letiš, naprej, tukaj pa v bistvu se posvetiš neki sliki in jo potem mogoče opazuješ dalj časa. Oboje se mi zdi, ima neke take prednosti, ki so mi oboje v redu, tako težko se odločam zdaj, katera mi je boljša, ampak sta pa definitivno drugačna. Jaz se zelo hitro naveličam, in tehnike in mogoče medija, in mi potem včasih, ko se nasitem recimo ilustracije, mi potem paše, da skočim na strip, ali pa potem stripa nazaj na ilustracijo ali pa animacijo, recimo. Zgodb je ful veliko, jaz mislim, da to, da sem delal po nekih literarnih predlogah, je bil pač bolj nek slučaj, recimo, vedno je pač nekdo prišel pa je rekel, hej, a bi ti to narisal, in pač zdaj, če mi je nekaj odgovarjal, sem pač sprejel, tak projekt. Tako definitivno me pa zanima to, da bi neko mogoče svojo lastno, se tudi sem že nekaj razvijal prej, zdaj pa nekako tudi že nekaj cajta tako nastaja neka mogoče za malo starejše, nek strip. Kaj ne rečem, v bistvu sodelovanje je lahko ful zanimiv, je tudi fajn, priznam sicer, da imam rajši, če delam sam, to je vseeno luksus, ampak je pa lahko tudi to zelo zanimivo, tako mogoče te to pol potegne v neke druge svetove, v katere mogoče sam niti ne bi šel. S kadriranjem sem nekako probal neko napetost mogoče ustvariti, se pravi ta lovec pa plen, in to nekako je bil moj namen, pa mogoče, da se bralec dejansko potopi pol kar v gozd, tako redko vidiš nebo,
Pa tukaj v bistvu mi je bila neka mogoče taka bolj jesenska atmosfera, no, in iz tega sem izhajal, pa nekako nisem hotel ogromno nekih barv mešati, ne, med sabo, ampak sem se odločil za bolj neko tako mogoče monokromatsko, pa ni monokromatsko, ampak bolj mogoče kot to deluje, no, na koncu, tako, da ne nasičamo v bistvu z nekimi barvami. Kaj pa vem, v bistvu to včasih se res zgodijo kar stvari, mogoče kar sami od sebe, niti ne zbiram nekaj racionalno, pa da bi rekel, okej, zdaj pa prav zaradi tega sem se odločil, ne, za računalniško. Recimo, no, v tem primeru je bilo tako, da sva s Tanjo glih kupila to tablico za risanje in me je toliko navdušila, da sem rekel, ne, to moram probati, in sem potem, evo, cel strip naredil na tej tablici. Drugače pa pač tako se mi zdi računalnik res pač neka dodatna tehnika, nek medij, ki je lahko čisto enakovreden ročnemu, vsak ima pač neke svoje prednosti pa svoje slabosti. Bolj se mi zdi pomemben to, da mogoče izkoristiš potem to, kar ima prednosti, da to potem v temu izkoristiš, no, kar počneš ilustracija, strip. Črno-bel strip je meni še vedno tako najboljši, no, tako res, in večinoma barv, ki so potem naknadno mogoče kakor ne, zdaj pa moramo, ker je pač taka zahteva trga, se mi zdi, da potem samo poslabšajo, no, končen izdelek. V bistvu zgodba sama, ne, je še vedno dosti taka cankarjevsko temačna, tako da se mi je zdelo kar primerno, da je potem tudi, da ni nekaj zdaj barv tam, ki bi mogoče samo motile. Poleg tega pa, no, tudi, ne vem, strip je mogel nastati nekaj v 2 mesecih, sem imel časa za cirka 70 strani, kar je pol pomenilo, da sem mogel nekaj zbrati, ker sem vedel, da bom lahko pripeljal do konca, in tako, no, pač potem sem to zbral, no. Sama ideja, no, da bi bil strip basen, je bila res moja, no, da sem jo dal žigati, to, ne. Ampak jaz sem si jo v bistvu bolj predstavljal kot neko klasično basen, se pravi, da so različne živali, ne, ki imajo potem različne karakterje. Žiga je pa potem predlagal, da bi pač to naredili kar pasjo zgodbo, ne. Zdaj sam karakter Jerneja, ne, se mi zdi, da je kar v redu, da je pes, ne, ker je pač tak zvest služabnik, ki pa rad tudi laja pa grize. Večinoma nekako, kot sem rekel, no, že prej, da se dosti hitro naveličam, a ne, če delam vse v eni tehniki, in je to izziv, no. Enostavno v tem najdem nek veselje, ko potem malo eksperimentiraš, sicer si na ta način včasih tudi malo otežim del, ne, ker mogoče greš na čisto neko novo tehniko, jo tudi spoznavaš šele in niti ne veš, kako bo, ampak je pa po drugi strani to nekaj tako, ne, če kaj rata, je pa pol fajn. Tako da malo zaradi tega, ne, nekaj pa tudi zaradi zgodb, ne, pač ne bom rekel, da zdaj to prilagajam popolnoma zdaj zaradi, da zgodbo berem, ampak me velikokrat potem potisnejo, ko nekaj preberem, me potisne čisto v neko drugo smer, kakor sem mogoče prvotno mislil. In ponavadi so knjige, no, ki pridejo ven, precej drugačne, kakor tisto, kar sem si jaz na začetku zamislil. To potem kar malo organsko gre po svoje in ne vem, zdaj recimo ta, ali si kdaj pokusil Luno, ne, je bila taka dosti že skoraj plastelinastih tonih, dosti taka plastična, ne, ta modelacija. In to pač sem šel mogoče zavestno zaradi tega, ker ne bi bila Luna, ne, v zgodbi iz plastelina. Zdaj novo delava z Boštjanom, ne, ki se pa pod vodo dogaja, grem pa v bistvu v akvarele, pa nekaj mogoče, ne, malo drugače. Ampak, ne, to spet ni bilo tako, da bi rekel,
zdaj pa prav zaradi tega, ampak je to nekako kar spontano mogoče šlo v to smer, ki pa potem na koncu mogoče deluje prav zaradi tega, no. Ja, tudi tukaj me tako kar vleče, ampak je tako, da moram priznati, da mi je trenutno ilustracija pa strip, da sta mi bližji, no. Animacija sva mogoče bolj razmišljala s Tanjo za nadaljevanje tega Egon klobuka, ne, ki sva ga že pred leti, samo zdaj bi pač v neki novi vizualni, mogoče to, kar smo se zdaj naučili, pa potem to uporabili tam. Tako da to imam željo, je pa to zdaj spet stvar realizacije pa časa pa tako, ja. Definitivno zdajle bolj ilustracija pa strip, no. Pač ne vem, mogoče je to, da ne vztrajajo, ne, pa berejo stripe, no, to, veliko brati stripe pa risati. Pa vztrajanje, no, to se mi zdi, da je tisto, tudi včasih, ko se ti zdi, da se nikamor nič ne premakne, se ne sme obupati. Tako se mi zdi, da če nekdo rad riše, da potem tudi to ima, ne, da enostavno ga to toliko vleče naprej, da sedi, ne, dneve in dneve, tako kot smo mi. Ne vem, se mi zdi, ja, predvsem vztrajnost, no, to je kar taka pomembna stvar.